Lepo pozdravljeni na današnjem še enem popoldanskem druženju. Torej, danes se bomo malo bolj ustavili okrog poglavitne točke, ki smo jo že na nek način naznanili, torej argumenta, ki ga želimo zasledovati, je koncept organizacije in organiziranja. Torej, kaj sploh je organizacija in kako se recimo formirajo ali organizirajo skupine, skupnosti, kaj sploh je ta skupnost oziroma kateri so neki minimalni pogoji potrebni, da lahko neki formaciji rečemo skupina ali skupnost ali neka številka elementov. Torej, današnja tematika izhaja tudi neposredno iz teme telesa, torej temu, ki smo obdelovali v prejšnjih dveh sešnih, torej na prejšnjih druženjih, kjer smo poskušali nekako situirati tudi v koncept telesa to neko organizacijo, saj tudi telo kot tako neke vrste organizem, organizacija in tako dalje. Torej, danes bomo pa na nek način poskušali povezati ali pa izhajati iz ravno obratnega nekega procesa, torej organizacija in skupina kot logična posledica koncepta telesa. Bomo videli, če bo to rad. Torej, koncepti, kot so skupnost ali skupina, predstavljajo vprašanje nekega napačnega problema v osnovi. Ima pa ta vsekakor zelo realne posledice v svetu, jih lahko opazimo vsak dan v realni izkušnji. Zakaj je temu tako, bomo poskušali dokazati skozi nekatere probleme, s katerimi se soočamo danes. Predvsem, kako neke vrste skupnost je vpeta v temu, kar danes lahko rečemo globalni kapitalizem. In za te vrste analizo bomo uporabili teoretski koncept, koncept antiskupine, ki nam bo omogočila povezati te določene nezmožnosti, ki pa so vsekakor konstitutivni del skupine oziroma formacije skupine. Okej, torej za začetek lahko rečemo, da danes živimo v družbi, ki je saturirana z najrazličnejšimi diskurzi, ki fetišizirajo formacije skupine. Torej, bazira na proliferaciji najrazličnejših identitet in te družbene vezi, ki so prežete z raznoraznimi ideologijami, kot recimo skrb ali zdravljenje. Torej, takšne vezi konstituirajo potem nekaj, kar lahko imenujemo medikalizirana družba. Torej, da na podlagi nekega zdravljenja, na podlagi nekih konceptov skrbi dejansko dobimo odraz neke specifične družbe. In o tem smo že v preteklosti dosti povedali, recimo v zvezi z kultom telesa ter konceptom, ki ga je formuliral Michel Foucault, biopolitika. In kot smo zaznali, ko telo ali zdravje, torej neko zdravo telo postane ideologija, na isti način kot katerakoli druga ideologija funkcionira, torej ko to centralno mesto zavzame telo, ki je označevalec gospodarja, torej ta nek krovni označevalec, beseda, ki nekako označi neko področje, dobimo družbo idealiziranega individualnega telesa nadzora. Torej, idealno zdravo telo, telo označevalca, funkcionira tako, da kroži, se pretaka in nekako fluidno prehaja iz ene družbene vezi v drugo in ustvarja nek vtis zavezništva, neke skupnosti ali neke skupine, množice ali mase. Skratka, ima kolektivizirajoči efekt, torej kolektivizira. Po drugi strani pa prav tako segregira, polarizira, ustvarja delitve na, ne vem, mi, oni, domače, tuje, zdravo, bolano. Torej ustvarja ločnice med tem, kar je prepoznano kot neko zdravorazumsko, neka zdrava razumska pozicija ali pa patološko, recimo med organsko, neko naravno pripadnostjo in vdorom, infiltracijo nekih tujkov. Torej, lahko spekuliramo, da telo ni samo individualno telo, nekaj, kar pač mi kot oseba, kot subjekt razumemo za svoje, lahko je tudi neko
kolektivno telo ali pa telo skupine. In v raziskovanju katerega koli pojava ali problematike se bomo osredotočali in pozicionirali vedno znova prav na to točko preloma, na ta antagonizem ali, če rečemo po psihoanalitsko, na vrzel, torej ta split, ki ustvarja premike in spremembe, razne simptome in razne formacije. Torej, ta način gledanja na probleme se bo nekako vzpostavil kot nek način dela, ki ga bo zasledoval potem katerikoli koncept, ki ga bomo obdelovali. Torej, to bo neka stalnica, tako rekoč. Torej, ne zanima nas, kaj je recimo dejanski simptom, ali je to depresija, anksioznost, najrazličnejše družbene anomalije, kot je revščina, ampak kontekstualizacija skozi to vrzel. Torej, kaj je tisto, kar pripelje do nekega simptoma, ne toliko ta stvar kot taka. In ta vrzel, tisto nekaj, kar organizira te reze, te zareze skozi telo in ki informira to kavzo, recimo za nas komuniste je to razredni boj, recimo, kot je to formuliral Lacan, ki sicer ni bil komunist, ampak nekaj je pa znal povedati o tej zadevi organizacije, in sicer, da ta vrzel, ta gap, lahko organizira skozi označevalec, kot smo že ugotovili, ta, ki organizira po principu eden za vse. Torej, eden označevalec, ki organizira na enak način za vse, ki so organizirani, ali pa skozi užitek, torej skozi jouissance, ki pa organizira eden po eden in eden sam. In tukaj je velika razlika med tema dvema principoma organizacije in naš namen je predvsem raziskati področje te vrzeli kot take, kot je že bilo rečeno, ter potencialnosti nekega drugačnega načina organiziranja. Takšnega, ki mogoče vrne vsakega nazaj k svoji lastni osamljenosti in ki formira neko drugačno telo, ne skupine ali pa psihoanalitske kavze kot take. Toliko o nekem kontekstu, v katerem se bomo gibali. Zdaj pa za začetek mogoče se moramo vrniti nazaj, in sicer v leto 1968, ko je Maurice Nitzun se preselil iz Južne Afrike v Anglijo, kjer je posvetil svoje življenje delu v National Health Service, to je pač javni zdravstveni zavod v Angliji, kjer je kot klinični psiholog in svetovalec deloval 52 let. Torej, kdo je ta Nitzun zdaj? Nitzun je bil Žid, psihoanalist in skupinski terapevt ter avtor teorije antiskupine, ki jo bomo danes malo pobližje spoznali. Nitzun je umrl leta 2022 ter pustil za sabo zajetno dediščino na področju psihoanalitske teorije in prakse, je formiral in pomagal številnim posameznikom, ki so pa potem sami nadaljevali razvoj psihoanalitskega polja. In kaj nas bo zanimalo ali pa vpeljalo v današnjo temo predvsem je, ko je leta 1998 Nitzun potoval v Izrael, kjer je na konferenci, organizirani v Tel Avivu, imel govor z naslovom Antiskupina, destruktivnost in kreativnost v skupinah. Svoj nastop je začel s kratkim spominom svoje preteklosti, svojih korenin kot Žid, rojen v Južni Afriki, staršev imigrantov iz vzhodne Evrope, ki so pač zbežali v začetku 20. stoletja, ter njegova povezava z židovsko kulturo in nekatere podrobnosti ali pa paralele, ki jih je vlekel med domovino, torej Južno Afriko ter Izraelom. In začetek njegovega govora zadane v samo jedro te naše poante in citiram zdaj Nitzuna na tem njegovem govoru. Torej, zrasel sem v senci apartheida
in se že zelo zgodaj začel zavedati razdeljene družbe v vojni s seboj. Konec citata. Torej, Nietzsche ni živel dovolj dolgo, da bi lahko bil priča dogodkom 7. oktobra 1923 ter vsemu, kar je sledilo. In ali si lahko sploh predstavljamo podoben scenarij danes, torej kako Nietzsche nagovarja celo skupino kolegov, analitikov v Tel Avivu, kjer govori o razkolu, o tej vrzeli, ki danes dobesedno eksplodira. In vprašanje, ki se seveda porodi, je, kako bi takšen diskurs, namreč psihoanalitski diskurs, bil sploh zmožen reprezentirati to realnost, s katero se soočamo danes. Torej, soočamo se z genocidom in z terorjem samega realnega, ki pa seveda zmeraj uide besedam. Je nemogoče jo zajeti na simbolni ravni, kaj šele v neko teoretsko formalizacijo. In ali lahko psihoanaliza nagovori sploh kompleksnost situacije, ki se odvija izpred naših očeh, tako rekoč v živo. In kaj sploh psihoanaliza lahko naredi? Mogoče del odgovora je, kaj lahko naredi, vsekakor, da nam ponudi nek okvir, skozi katerega lahko koncepiramo neke notranje konflikte ali antagonizme, z drugimi besedami, ki so inherentni v vsem družbenim tkivom. In kako se ta antagonizem bolj ali manj uspešno potem sublimira skozi najrazličnejše prakse in rituale, recimo ena od takšnih je umetnost, kako skozi umetnost določene tenzije in konfliktualne energije pa lahko le na nek način usmerimo v neko kreativno ali pa kakršnokoli drugačno proceduro. In kako na videz spet ta sublimacija, recimo, na videz poveže in spet unificira to družbeno telo in zradira te vrzeli, te tenzije, to se seveda zgodi na račun drugega, na račun tega dezigniranega, izključenega drugega. In to smo že videli kdaj v preteklosti, recimo nekako najbližje nam je obdobje v nacistični Nemčiji, ko je ta vloga dezigniranega, izključenega drugega bila pripisana ravno Židu. In Žižek je dosti pisal o tej problematiki in formuliral vprašanja Žida, in sicer, zakaj nacist rabi Žida, da se lahko konstituira kot tak. In po Žižku sublimni objekt ideologije je tisti spektralni objekt, ki nam sam po sebi nima neke pozitivne ontološke konsistence, ampak kvečjemu samo zapolni nek manjko določene konstitutivne nezmožnosti. In takšna je recimo prav ta formulacija antisemitske figure Žida, namreč le-ta je priča dejstvu, da je ideološka želja, ki podpira antisemitizem, sama po sebi inkonzistentna, je kontradiktorna v svojem jedru, in to lahko vidimo na milijone različnih primerov v vsakdanjem življenju, recimo kapitalistični način produkcije, logika prostega trga ter istočasno neka ideja o predmoderni organski solidarnosti v družbi. Torej, da bi se ta kapitalistična želja ohranjala, je potrebno izumiti nek partikularni objekt, ki da telo, ki eksternalizira to kauzo nezadovoljene želje kot take. In prav na tak način, recimo, Žid postane ta glavni krivec, odgovoren za družbeno dezintegracijo. Na pozicijo Žida lahko ustavite katerikoli drug objekt ali katerokoli drugo besedo deluje enako. Vsekakor je jasno, da dejansko Žid ni kriv za to, da se družba ne more realizirati, da družba ne more doseči neke te primordialne fantazije harmonije in da se ne more realizirati tega potenciala univerzalnosti ali celote. Kajti, kot smo že na nek način nakazali, tisto, kar je primordialno, je antagonizem. Tisti konstitutivni del družbe kot take, ki spodjeda samo sebe.
In tukaj lahko upeljemo Freudov koncept utajitve, Verleumdung, o katerem smo že dosti govorili. Torej, ta perverzna struktura družbe sloni ravno na tem fetišističnem procesu, ki se cepi na dva dela. In to mogoče najboljše ponazorimo z Manonijevo znano formulacijo te logike, ki gre tako: dobro vem, pa vendar. Torej, dobro vem, da to pa to ni dobro, ampak. In torej dobro vemo, da je dejansko antagonizem ter kapitalistični modus produkcije dejanski vzrok za konfliktualno strukturo razredne družbe, kot je to seveda lepo formuliral že Marx, ampak ne glede na to vednost jo utajimo oziroma ne želimo sprejeti kot realno in resnično. Raje bomo krivili Žide ali pa imigrante ter druge elemente, ki dajo vtis neke elementarne zunanje grožnje, tujosti, ki ogroža neko na drugi strani naravno harmonizirano domače telo. Torej, zgodovina nam je podala nekaj lekcij in primerov, kjer lahko zaznamo to logiko, in verjetno najbolj jasna sta prav dve plati tega istega problematičnega kovanca, in to je nacizem in stalinizem. In kljub temu, da se te dve totalitarni ideji zelo pogosto primerjata, se postavljata nekako na ekvivalentne pozicije, pa vendar je potrebno izpostaviti ključno razliko med tema dvema različnima modusoma totalitarnega organiziranja. Torej, razlika, skozi katero se jasno da razbrati odnos do antagonizma, torej razumevanje sociopolitičnih dimenzij kapitalistične družbe. In razlika spet je ta. Medtem ko za nacista je Žid kriv zato, ker je Žid, zaradi nekih svojih naravnih lastnosti, neke židovske esence, ker je Žid, pa na drugi strani, tudi v najbolj temnih dneh stalinizma, recimo pripadniki buržoazne ali aristokratske klase, družbeni sovražnik ni bil kriv per se, ni bil kriv zato, ker je v tej družbeni poziciji, zaradi svojega družbenega statusa. Vedno je všteta neka minimalna subjektivizacija, torej participacija v družbenem boju, v neki logiki pač podrazumeva in se zanaša na subjektivni akt odločitve. Torej, ti se moraš odločiti, da boš deloval v tem družbenem statusu, ki si ga pač, ki ti je dodeljen tudi po eni strani. Ampak ne moreš se odločiti biti Žid. V tej logiki je to nekako naravno dejstvo in je onkraj subjektivne pozicije. Torej, kaj je za komuniste bil antagonizem, ki predstavlja samo srž ali pa silo, ki konstituira družbeno dimenzijo, je za naciste bilo naturalizirano v neko biološko lastnost, neke specifične rase, torej ta nečistost, ki je pač potem bila locirana v Židu. In dobro, ne samo Židu, vemo, da je bilo še marsikatera druga žrtev, kot so, ne vem, skupine prizadetih, Romi in druge manjšine, ki so se znašle na napačni strani. Torej, povedano drugače, namesto družbe, ki jo deli in ki jo prežema družbeni boj, kjer so vsi elementi nekako prisiljeni izbrati stran, dobimo različico družbe kot neke korporalne celote, ki grozi neka razdiralna sila zunanjega sovražnika, kot nekega parazita, ki zažira in degradira integriteto telesa kot celote. Ampak spet pridemo do enega problema, in sicer, kot smo že pokazali skozi neke psihoanalitske nastavke, ta vsiljivec, ta nekdo, ki je zunaj, ni preprosto nekdo zunaj nekje, je že vedno del samega tkiva, ki konstituira družbeno telo. Torej, ta negativnost je že všteta v družbeni konstrukt. In kljub temu, da je nacistična ideologija prikazovala Žida kot nekaj, kar prihaja od zunaj in nekaj, kar grozi neki nemški narodni realnosti, pa je obenem prav v stilu mehanizma utajitve trdi ravno nasprotno. Torej, skozi to nacistično propagando so konstantno poudarjali tudi to obratno narativo o tako imenovanem nekem asimiliranem Židu, ki pa je v svojem skrivnostnem nekem jedru še vedno Žid, torej, da obstaja neka neodtujiva dimenzija židovskosti, ki se nikoli ne more spremeniti. Torej, sobivanje v tem primeru je praktično nemogoče in logična posledica potem seveda se je formulirala v končni soluciji, torej holokaustu.
In Žid je bil za naciste absolutni drugi, je bil utelešen princip korupcije in da, še enkrat poudarim, ni bil enostavno nek zunanji destruktivni dejavnik, ampak da uporabimo Lacanov koncept ekstimnosti, ta koncept, ki lepo poudari to problematično dimenzijo delitve, torej zunanjost, notranjost, tisto, kar imamo nekako za najbolj intimno in domače, je dejansko radikalno eksteriorno obenem. In v tem oziru je sovražnik pač že v samem srcu naše civilizacije. Skozi to neko formulacijo različnih načinov organiziranja libidinalne dimenzije skupin pridemo mogoče končno malo bolj v dejanski koncept antiskupine, torej to teorijo, ki je formuliral Nicun, ki nam bo morda pomagala razumeti disfunkcionalnost, neko pač osnovno dimenzijo disfunkcionalnosti skupine in v nekem generalnem smislu prav tako pa zajeti tudi še par konceptov, ki jih bomo potrebovali, da dejansko lahko koncept antiskupine mogoče dobro podpremo. Torej, nekako se želim vrniti nazaj do Freuda spet in koncepta gona smrti, to, kar je pač formuliral kot death drive. Torej, klasični freudovski teoriji Todestrip je torej gon po smrti ali destrukcije. Izražen je predvsem skozi agresijo, skozi kompulzivno repeticijo in skozi samodestrukcijo. Ta koncept pa seveda ni razvil Freud, ampak je najprej ga omenjala in razvijala prva psihoanalitičarka Sabina Spielrein, pacientka ter učenka Gustava Junga, torej Freudovega kolega. In njen tekst z naslovom Destrukcija kot kauza prihajanja v bit ali postajanja, torej v originalu je Die Destruktion als Ursache des Werdens iz leta 1912, ga je potem pač Freud razvil naprej v svojem delu onkraj principa ugodja, torej Beyond the Pleasure Principles. In koncept Todestrip v tem novo formuliranem kontekstu pomeni pozicija med egom, med instinktom smrti in seksualnim ali instinktom življenja. Torej, imamo tole tripartitno pozicijo, kjer se pač instinkt smrti in instinkt življenja nekako pač postavljata v odnos neke tenzije. In Todestrip se lahko preseli ali prevede ali eksternalizira iz neke subjektivne notranje težnje v neko projekcijo na zunanjo formacijo, kot je recimo skupina ali pa nek drug zunanji objekt. In v lakanovski tradiciji se ta teorija odnosa med subjektom in objektom, zunanjostjo, notranjostjo in tako dalje radikalno spremenila, predvsem v kolikor nezavedne tendence, ki jih lahko zaznamo, so že zmeraj del eksteriornosti, kot smo prej opazili v tej njegovi konceptualizaciji ekstimnosti. Torej nekaj, kar je intimno, je radikalno eksterno. Ta eksteriornost, na katero subjekt tako rekoč pač projicira vse te svoje nezavedne impulze, nezavedni material, ni sama po sebi neka formacija, ki ima izvor v neki globoki biti subjekta, ampak je že del jezika oziroma te govorice, v katero je subjekt interpeliran. Torej nekaj, kar je že družbenega, neke družbene kvalitete, ni zelo subjektivno in osebno. Ampak ne glede na vse to, nas gon smrti opomni na nekaj pomembnega po moji presoji in da ne vse formacije in razvoj, tako skupinski kot individualni, da ne vsi vodijo neizogibno v nek napredek ali nek pozitiven izid. Ter da je dezintegracija, destrukcija in terminacija še kako del in organizacijski princip razdeljenega subjekta, ki pa je govoreče bitje, ki mu rečemo človek.
Okay. Torej en preambel in da preidemo na dejansko to tematiko. Torej, definicija, ali pa kot je definiral Nitzun, antiskupina je set negativnih predispozicij, ki so usmerjene v neko skupino ter proti tej skupini kot taki. In vkolikor niso prepoznani in regulirani ti momenti, te tenzije in pulzije, lahko delujejo disruptivno in sabotirajo terapevtski namen skupine. Torej, nekako je razumel, da je te tendence potrebno prepoznati ali pa na nek način poskušati regulirati. In glavni aspekt je prav ta tendenca agresije, ki ni v skupini nekje, ampak je proti skupini. Torej, skupina kot taka je doživeta kot nek nevaren potencialno element. In kar je potrebno poudariti, tudi mogoče kot neka kritika podati, je to, da gon smrti oziroma vsi ti procesi destruktivnosti niso procesi, ki jih lahko zelo tako lahko artikuliramo. Recimo, da vedno uide v besedi, ne moremo jih ubesediti, na kar sta Bolas in Ogden, torej dva psihoanalitika, locirala kot neki nekomunikabilni ali nedosegljivi aspekti psihe ali nemišljeno vedenje. Torej, Nitzun je sicer razvijal to svojo teorijo v kontekstu neke skupinske psihoterapije, tam je začel dojemati, da se te neke tendence dogajajo, vendar je pa prenesel ta koncept tudi na skupine izven striktno nekega terapevtskega polja, torej nek širši družbeni prostor, ki je konstituiran z strani družbenih vezi, to, kar pač dela družbo kot tako, in diskurzov, skozi katere se te vezi nekako pač konstituirajo. In se mi zdi, da ena od osnovnih družbenih celic ali inštitucij, ki je tudi začetek formacije vseh drugih skupin, je inštitucija družine. Nekaj o družini tudi Nitzun sam govori v tem kontekstu antiskupine. Torej, stanje družine danes je stanje neke inštitucije, ki je v krizi, kot so seveda marsikatere druge inštitucije danes. In zgodovinsko je družina bila neko jedro zahodne civilizacije, neka inštanca, ki je organizirala, ki je regulirala celotno družbeno tkivo. To so bile pač posamezne celice, ki so potem tvorile neko širšo tkivo. In na začetku je potrebno uveljaviti stanje družine ali drugih inštitucij, kot smo že v štartu, disfunkcionalne formacije. Torej, antagonizem, ki je v jedru organizacije, je princip, skozi katerega se formira katerakoli individualna subjektivna formacija, pa vse do skupinskih in množičnih večjih formacij. Torej, kaj to pomeni? Pomeni, da ne obstajajo funkcionalne in disfunkcionalne družine. Kvečjemu lahko mogoče govorimo o gradacijah disfunkcionalnosti. Ampak poanta je nekje drugje. Namreč danes smo priča zelo radikalni eroziji in degradaciji struktur, ki kljub temu, da, kot smo rekli, so disfunkcionalne, so bile pa ne glede na to predominantni princip organiziranja. In z tem kvantitativnim obratom, ki se zasleduje danes, torej zeitgeist, ki je danes nekako definiran z ekscesnimi in neprekinjenimi krizami, tako imenovanimi serijskimi, serialnimi krizami, ki oblikujejo in po drugi strani tudi akcelerirajo neko dezintegracijo vseh konceptov, skozi katere smo lahko vsaj parcialno razumevali, kaj je to družina, kaj je povezanost in kaj so ti solidarni vzgibi, ki pa danes pospešeno izginjajo. Torej, neoliberalnemu projektu in temu poudarku na individualizmu je dokončno uspelo porušiti še tiste vsaj navidezno stabilne stebre družbe, ki so zadolženi za nek prehod, neko registracijo subjekta v ta sociosimbolni register. Torej,
kot smo rekli, to sta družina in pa mogoče recimo delo. Oba sta danes radikalno prekarizirana, izgubljata dejanski pomen in pa namen. Zakon, skozi katerega naj bi posameznik se subjektiviziral in vstopal v to polje, se identificiral, pač ne deluje več. Mislim, da smo že omenjali Lacanov koncept imena očeta, ki naj bi deloval kot ta simbolna podlaga za odcepitev recimo od matere in začetek samostojne poti onkraj Oidipovega kompleksa. In danes ni več očeta, ki bi vzpostavil ta zakon. In spet, pozicija subjekta je prekarna pozicija, to je sicer vedno bila, ampak danes se zdi, da ni več niti semblant ali te fantazije, ki bi delovala kot ideološki zastor te resnice, tako rekoč. Torej, če prej obstala teorija, da disfunkcionalne družine potem generirajo nadaljnje disfunkcionalnosti družinske formacije, skozi neke tako imenovane transmisije pasov patologije, se danes zdi, da nimamo niti točke, ki bi služila kot referenca, skozi katero bi lahko zasledovali te potencialne patološke formacije. In lahko zaključimo, da danes antiskupine, kot jo je zamislil recimo Nicun, je total irelevantna ali vsaj konceptualna baza, na kateri ta teorija sloni, ne obstaja več. In če ni stabilnih institucij, se sam koncept disfunkcionalnosti premesti na eno čisto drugo raven. Kaj zdaj to pomeni, je seveda drugo vprašanje, ampak recimo, da če izvorna antiskupina, torej družina, na podlagi katere se vse nadaljne antiskupinske dinamike formirajo, vprašanje postane, kaj se zgodi, ko se celotni ta okvir, skozi katerega se te formacije manifestirajo, pervertira, subverzira. In danes namesto relativno stabilnih teh stebrov družbene ureditve, kljub svoji disfunkcionalnosti, imamo pa kaj? Multitudo identifikacij, identitarnih konstruktov, ki bazirajo na fragmentaciji, seveda na zarezam označevalcev in diviziji izolacij. Označevalec kot tak seveda ima ta efekt zareze. Zareže v telo, ga fragmentira, razbije koncept totalnosti ali neke fantazme, neke unije, ampak istočasno pa tudi ponudi idejo enotnosti. Torej ima to dvojno funkcijo. Torej unificira, proizvede neko iluzijo pripadnosti, neko totalnemu telesu, naj bo to, ne vem, nacionalno telo, profesionalno telo, rasno ali pa kakršnokoli drugo telo, ki pa da občutek neke stabilnosti, neke skupnosti. In v tem smislu lahko vidimo kauzo kot namen, ki se ne vežejo na označevalce. Torej, vse te kauze, ki jih danes lahko zaznavamo, vse te dobre kauze, kot so pač politične in humanitarne, solidarne, so kauze, ki kolektivizirajo, ki proizvedejo te skupine, proizvedejo množice. In z drugimi besedami, z označevalcem gospodarja lahko ustanoviš tudi ortodoksijo, tudi psihoanalitično. In kot se je izkazalo nekje v zgodovini tudi psihoanalize, kjer je prvotna kauza to, kar je zastavil Freud, ki naj bi psihoanalizo postavil v pozicijo ostrega rezila, ki zareže in konstantno razkriva stran poti, ki mrtvičijo kauzo kot tako ter zakrivajo resnico. Ja, in zgodovina vsekakor je vedno znova se kaže kot ena zgodba, ki nam pripoveduje vztrajno o vseh teh stranpoteh v imenu gospodarja. Govori o zagrešenih, najbolj brutalnih zločinih, katerim smo tudi danes spet priča, torej genocidu v Gazi, kot zadnjem stadiju desetletja dolgega konflikta in agresij v imenu naseljanskega kolonializma Palestine. Torej, da se vrnemo spet na vprašanje skupnosti in skupine, kakšen pomen sploh ima ta beseda danes, se sprašujem, oziroma ali jo definiramo mogoče po kakšnih drugačnih načelih, kakšnih drugih principih, kaj definira tako imenovano mogoče Evropsko unijo ali pa Evropsko skupnost,
ki se sicer rada definira kot skupina držav, in tukaj je zdaj izvleček iz enega teksta na spletni strani Evropske unije, ki nam pove, da Evropska unija ima kot svoja temeljna načela in vrednote slednje: promocija miru in dobrobiti vseh svojih državljanov, nudi svobodo, varnost in pravico brez notranjih meja, ampak s primernimi regulacijami zunanjih meja, pritoka azilantov in imigrantov, da prepreči in se bori proti kriminalu. Njene ambicije v širši svetovni skupnosti so recimo pa prispevanje k miru in varnosti ter trajnostnemu razvoju planeta, prispevanje solidarnosti in medsebojnem spoštovanju med narodi, eradikacija revščine in zaščita človeških pravic ter končno strogo upoštevanje mednarodnega prava. End of quote. Torej, EU se deklarira kot zaščitnica človeških pravic ter vseh ljudi po principih internacionalnega prava. Kar postaja pa vse bolj jasno je, da ta vseh ljudi, ki ga tam omenjajo, pa bazira na neki negativnosti, sicer negativnosti izključenih, skozi katero pa seveda potem se definira pozitivnost tistih, ki so vključeni. In postaja tudi jasno, da se koncept skupnosti počasi razkraja, postaja nek nemogoč koncept ali celo slaba šala. Lahko pristopimo k razmišljanju o skupnosti kvečjemu samo skozi neko mero cinizma. In vsekakor tudi lahko trdimo, da je koncept skupine formiran na podlagi izključitve ali eksplozije v določenih primerih. Torej, konflikt Izrael-Palestina je vsekakor primer tega ekscesnega užitka oziroma principa izključevanja in genocid izvajan nad Palestinci, ki živijo v de facto apartheid režimu že desetletja, je tragična posledica prav tega monstruoznega ekscesnega užitka. In danes opažamo, recimo po Berlinu so protestniki, ki opozarjajo o brutalnosti, kriminalu, ki se odvija v Gazi, vedno bolj cenzurirani. Ni jim dovoljeno izrekati ali pisati določenih sloganov. Najbolj zloglasni primeri mogoče beseda genocid in pa fraza, ki se je slišala na vseh večjih protestih skozi Evropo in Ameriko: od reke do morja Palestina bo svobodna, ali pa po angleško se malo bolj sliši: From the river to the sea, Palestine will be free. Torej, nemške oblasti so presodile, da ima to sporočilo antisemitske podtone in prav tako odločitev, da se beseda genocid cenzurira, lahko pomeni, da je genocid in bolj specifično holokaust izoliran v specifičen zgodovinski moment in obenem s to potezo tudi depolitiziran. Torej, z depolitizacijo holokausta se povzdigne sam ta event, ta dogodek na pozicijo sublimnega zla, neka izjema, ki pa paradoksalno perpetuira ta isti relativizem, katerega se nadejamo znebiti ali kateremu se želimo tako zelo izogniti. Tako se vzpostavi neka hierarhija političnih relacij, kjer dominira diskurz, v katerem so določene skupine totalne žrtve, bolj žrtve ali pa bolj viktimizirane od enih drugih. Torej, izraelski ekspanzionizem v Palestini, seveda s pomočjo Zahoda, kar ni nezanemarljiv detajl, paradoksalno spet ustvarja podobno situacijo prav zaradi nezmožnosti ali pa manjka želje, da se dejansko analizira politična dinamika antisemitizma in, kar je še bolj pomembno, kako se potem te dinamike podvržene konstantni repeticiji, sicer v drugih kontekstih, z drugimi žrtvami in tako dalje, z drugimi sredstvi. In kar je mogoče danes tako težko povedati, povedati seveda jasno in glasno, da so Palestinci dejanske žrtve, ter da imajo pravico, mogoče se tudi deklarirati kot takšne. In brez da si potem avtomatsko obsojen antisemitskega stališča. In kot je Žižek poudaril v odmevnem govoru na Frankfurtskem knjižnem sejmu, ki je pač potem povzročil totalni razkol in razgalil dejanski antagonizem, namreč, da se danes očitno nemogoče postaviti, nemogoče okupirati pozicijo kritike v namen, da se mogoče kompleksnost situacije malo kontekstualizira
in da zavrneš mogoče pritiske identifikacije z eno ali z drugo stranjo, si v tistem trenutku obtožen antisemitizma. In da zaključim, vprašanje danes je, kako zasedati to nemogočo pozicijo, ki mogoče vztraja na konceptih recimo antiskupine ali pa principih nasprotne opcije neskupine, ki je opcija psihoanalitskega diskurza, skozi katero se mogoče lahko izognemo zastoju identitete s tem ali onim označevalcem, obenem pa mogoče se izogibamo nevarnosti relativizacije ali zavzemanja neke kvazi nevtralne pozicije moralne ali pa etične superiornosti. Torej, današnji paradoksalni okvir neoliberalne, prosvobode in obenem cancel culture logike je uradna pozicija, mogoče lahko jo formuliramo tako, da vključenosti in raznolikosti, ampak na podlagi izključenosti tistih, ki ne sodijo v naš partikularni koncept vključenosti in raznolikosti. Torej, ja, smo za vključenost, ampak. Torej, ja, v perverzni reakcionarni družbi, v kateri živimo danes, kjer so pritiski, prisile, identifikacije praktično konstantne, kjer moramo zasedati to ali ono pozicijo, mogoče je danes najbolj radikalna stvar prav organiziranje na malo drugačen način. Mogoče na podlagi vračanja spet nazaj k osamljenosti subjektivne pozicije v relaciji za svojo singularno izkušnjo užitka. Ta zadnji del je še mogoče malo neformuliran, ampak v nadaljnjem raziskovanju se bomo ukvarjali z organiziranjem ali pa poskušanjem formalizacije koncepta neskupine kot neka hrbtna stran mogoče antiskupine, ki pa bazira na antagonizmu.